Bližajo se poletne olimpijske igre gluhih, ki se bodo od 1. do 15. maja letos odvijale v brazilskem mestu Caxias do Sul. Udeležilo se jih bo več kot 4500 športnikov iz 77 držav sveta. Pomerili se bodo v 17 različnih športnih panogah. Slovensko zastavo bodo zastopali 4 športniki: tenisač Marino Kegel in atleti Tadej Enci, Iris Breganski in Leja Glojnarič. Dejstvo je, da mi v bistvu si želimo, da naši športniki dosegajo športne rezultate, ki so nekako pričakovano, in jih tudi v bistvu skozi to pohvalimo ali ograjamo ali pa zmanjšamo finančno podporo. Glede na to ni nam zadosti, da nekdo reče, lej, gluh si, pa je ta športni rezultat dober, ker si pač gluh, ampak ga jemljemo kot vsakega športnika, ali je ta rezultat dober ali slab, mu to direktno povemo. Predvsem, da se vrnejo brez poškodb. Prepričan sem, da so dobro trenirali, poznam njihove programe, smo v tesnem stiku. Prepričan sem, da so ti mladi ljudje sposobni doseči vrhunske rezultate in pričakovanja so visoka, ampak glede na konkurenco je možno vse, tako kot je sam Enci povedal, kot bi rekel najbolj izkušen športnik, treba je priti do finala, v finalu je pa vse možno. Tako da pustimo čas za zaključke, bo čas po igrah, zdaj pa jim zaželimo vse dobro in jih podpiramo, ker si to zaslužijo. 26-letni Marino Kegel se bo tretjič udeležil olimpijskih iger gluhih. Prvič se jih je udeležil leta 2013 v Sofiji v Bolgariji, kjer je kot najmlajši teniški igralec prišel v četrtfinale. Na zadnjih olimpijskih igrah gluhih v Samsunu v Turčiji pred 5 leti je osvojil 4. mesto. Novega uspeha se je razveselil leta 2021, ko je v Grčiji na Kreti osvojil bronasto medaljo. Na tokratne olimpijske igre gluhih v Brazilijo odhaja kot tretji najboljši teniški igralec na svetovni teniški lestvici gluhih. Za 28-letnega Tadeja Encija bodo to druge olimpijske igre gluhih. Pred 5 leti je na olimpijskih igrah gluhih v Samsunu pritekel do polfinala in osvojil 12. mesto. Lani je v Lublinu na svetovnem prvenstvu atletiki osvojil 5. mesto v teku na 400 metrov. Na letošnji olimpijadi gluhih bo poleg teka na 400 metrov tekmoval tudi v teku na 400 metrov z ovirami. To bo moja druga olimpijada gluhih. Potrudil se bom, da bom unovčil vse pridobljene izkušnje, ki so zagotovo zelo pomembne na teh največjih tekmovanjih. Treniral sem dobro, zadnji treningi so pokazali odlične rezultate, tako da smo s trenerjem optimistični. V Braziliji lahko v teku na 400 metrov pričakujem zares izjemno konkurenco. Nastopilo bo namreč kar 53 atletov iz 29 držav iz vsega sveta, kar pomeni, da se obeta zares izjemno močna konkurenca. Jaz zaupam vase in da v svojo pripravljenost treba bo iti korak za korakom, najprej, da se uspešno prebijemo skozi kvalifikacije. Prvi cilj je seveda uvrstitev v finale in da tam utečem osebni rekord.
21-letna Iris Breganski je na atletskih stezah gluhih prvič nastopila leta 2018 na 4. mladinskem evropskem prvenstvu gluhih v Sofiji, kjer je osvojila 2 zlati in 1 srebrno medaljo. Iris bo prvič nastopila na olimpijskih igrah gluhih v Braziliji, kjer bo tekmovala v mnogoboju, skoku v višino in skoku v daljino. Moje pričakovanje Olimpija je grem prvič. Je podobno kot je svetovno za gluhe Poljskem lansko leto. Zdaj bo olimpijske igre, ker bo veliko država, veliko Amerika, Kanada, veliko. Zelo se veselim se. Olimpijske igre je težka tekmovanja. Bom videl, kako izgleda prvič olimpijske igre. Sem pripravljena. Najmanjša slovenska predstavnica je 19-letna Leja Glojnarič. Lani je prvič nastopila na velikem tekmovanju gluhih, svetovnem prvenstvu gluhih v atletiki v Lublinu na Poljskem. Tekmovala je v metu kopja in osvojila 5. mesto. Na olimpijskih igrah bo debitirala v sedmeroboju, mnogoboju, metu kopja in skoku v višino. Moje pričakovanja so, da si želim priti v finale v skoku v višino in v metu kopja. V mnogoboju pa si želim izboljšati svoj osebni rekord in bom videla, kako bom tam tudi, kako bom lahko dosegla. To bo moja prva olimpijada in imam malce treme, ker bom prvič tekmovala na takem velikem tekmovanju in sama sebe prepričujem, da sem dobra in da zmorem in da mi bo uspelo. Jaz bi pa rada zaželela, da se imajo lepo in da želim celo srečo, da pripeljejo v Braziliji dobro energijo, ki imate vi v Sloveniji, in da pripeljete nazaj tudi brazilsko dobro energijo, ki rabimo in potrebujemo in pogrešamo. Tega pomembnega dogodka se bo udeležila tudi ekipa Spletne TV, ki bo medijsko poročala o rezultatih naših gluhih tekmovalcev in o dogajanju na tem največjem tekmovanju gluhih. Spremljajte nas še naprej in doživite veličino Olimpijskih iger gluhih 2022.